spoštovani predsednik države Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki se nam je pridružil z nagovorom virtualno, spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Igor Zorčič, spoštovani prvi predsednik Društva poslancev 90, gospod Rudi Moge, spoštovane članice in člani Društva poslancev 90 in vsi, ki se s ponosom spominjate dogodkov pred 30 leti in nas spremljate preko različnih medijev. Prav lepo pozdravljeni na slovesnosti Društva poslancev 90 ob 30-letnici plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da kore sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne urakle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne urakle sosed bo, ne urakle sosed bo mejak. Lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi, posebej prisrčen ob 30. obletnici plebiscita o neodvisni samostojni Republiki Sloveniji. Vsak od nas ima na ta prelomen dogodek v naši zgodovini svoje zelo intimne spomine, tudi moji so zelo močni in mi tudi danes predstavljajo nek navdih. Spomnim se leta 1990 kot delegat Bučarjeve skupščine, eden najmlajših. Spomnim se vseh razlik in razhajanj in polemik in prepirov, seveda tudi smeha in humorja. Spomnim se vsega, kar bi lahko pripeljalo prav na do drugačne odločitve, kot je bil sporazum vseh strank 6. decembra v podporo plebiscitu in tako imenitnemu rezultatu na plebiscitu, kot smo ga doživeli 23. decembra leta 1990. Ampak takrat je prevladalo neko spoznanje, da enotni obstanemo in razklani propademo. To pravim zato, ker si zdaj kot predsednik republike želim, da bi bilo več tega spoznanja. Tudi zdaj, čeprav morda zagotovo razmere, vprašanje, dileme niso tako usodne, kot so bile pred 30 leti, ampak tudi zdaj bi potrebovali, če ne več enotnosti, pa vsekakor več sodelovanja. Jaz sem tudi v luči tega sporazuma iz 6. decembra 1990 dal pobudo 25. oktobra ob prazniku Dnevu suverenosti, da bi stranke sklenile sporazum, podoben tistemu, ki bi stranke osredotočal na ukvarjanje z epidemijo in tako vlado kot opozicijo recimo zavezoval k temu, da se vzdržijo ravnanj, ki bi drugo stran zelo, zelo motile ali odvračale od osredotočenja na epidemijo. Pač nekega enotnega, pozitivnega odziva ni bilo, zato seveda nisem vztrajal pri tem. Še danes pa mislim, da bi tak sporazum takrat omogočil Sloveniji, da bi se izognila tej negotovosti, v katero smo pahnjeni danes. Negotovost, ki me skrbi. Prepričan sem, da jo bomo poskušali z eno modrostjo rešiti, ampak smo sredi zdravstvene krize, kjer potrebujemo najmanj sodelovanje, če pa bi se stvari še zaostrile, pa tudi neko enotnost. In v tem smislu pozdravljam tudi naše današnje druženje. Želim, da ga izkoristimo vsak pri sebi za premislek, kaj lahko glede tega storimo. Vsekakor pa se mi zdi, imamo, kako bi rekel, nek privilegij, da se kot bivši poslanci spomnimo, da se da tudi doseči kompromise,
in celo takrat in tedaj, ko so razlike med stranemi zelo velike, če je za to volja in če je za to znanje. Politična volja in politično znanje. In zdaj se mi zdi, da je tudi tak čas, ki bi to terjal, ki bi pozdravil tako odločitev in naj mine ta moj pozdrav v upanju, da bo slovenska politika v prihodnjem letu glede tega imela več volje in več znanja, da bi take dogovore dosegli. To bo pomenilo ne samo uspešnejše soočenje z samo epidemijo, ampak tudi sicer za uspešno vodenje Slovenije v prihodnjem letu. Srečno. Spoštovani predsednik Državnega zbora, gospod Igor Zorčič, izvolite, beseda je vaša. Spoštovana predsednik Društva poslancev 90, gospod Marjan Podobnik in prvi predsednik društva, gospod Rudi Moge, spoštovane gospe in gospodje, člani Društva 90. Vesel sem, da vas lahko danes nagovorim, pa čeprav na oddaljen način. Okoliščine so namreč posebne in kot ugotavljam, so vse slovesnosti, ki so letos še posebne, toliko bolj zaradi okroglih obletnic nekako prilagojene tej epidemiji. Društvo poslancev 90 že 12 let bogati slovenski družbeno-politični prostor. Ustanovljeno je z namenom združevanja nekdanjih in aktualnih poslank in poslancev, delegatk in delegatov Skupščine Republike Slovenije, izvoljenih na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 in nekdanjih poslank in poslancev Evropskega parlamenta. Slovenija je relativno majhna država, ki ima v primerjavi z drugimi, če se izrazim, v športnem žargonu, pri političnem kadrovskem naboru relativno kratko klop. Izkušenih politikov, ki lahko v vsakem trenutku prevzamejo najzahtevnejše funkcije v državi ali pa naprimer v Bruslju, je relativno malo, če se primerjamo z državami, ki imajo veliko število prebivalcev. Ni odveč omeniti, da so v zadnjih desetletjih na političnem prostoru nastale in iz njega izginile številne stranke in z njim tudi dobri kadri in da stranke pred vsakoletnimi oziroma vsakokratnimi volitvami vse težje prepričajo svoje člane, da s kandidaturo aktivno vstopijo v volitve. Prav tu ima Društvo poslancev 90 velik potencial, torej za širjenje vrednot parlamentarizma, demokracije in promocijo politike kot sredstva družbenega odločanja,
kot tudi za plodnejše in učinkovitejše povezovanje civilne družbe in politike. Služi lahko za prenos znanj in izkušenj na nove generacije politikov in za promocijo političnega povezovanja, saj člani društva, poslanci prejšnjih sklicev niste obremenjeni, če se tako izrazim, z dnevno političnimi dogajanji. Zdi se mi, da je pomembno, da vse to izpostavim prav danes, ko smo na eni strani na slovesnosti Društva poslancev 90 in ko se skozi dogodke, ki se odvijajo v decembru, spominjamo vseh dogajanj izpred 30 let. Društvo je tradicionalno bolj aktivno ob državnih praznikih in mu je potrebno tu izreči vse pohvale. Meseca decembra se torej ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, še posebej skupaj spomnimo, kako nujna in potrebna je enotnost. Spomnimo se na složnost, ki smo jo kot narod, pa tudi politika, izkazali pred 30 leti na zgodovinskem plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Plebiscitarni izid je presegel pričakovanja tudi najbolj drznih napovedi in je nedvomno zasluga sposobnosti usklajenega političnega delovanja, torej delovanja politike, za katerega bi veljalo, da se prenaša iz roda v rod vsakokratne politične generacije. Še pred plebiscitom so politične stranke in poslanske skupine tedanje demokratično izvoljene skupščine Republike Slovenije uspele torej prepoznati zgodovinski trenutek, preseči globoke ideološke in politične razlike in skupaj stopiti na pot osamosvojitve. Danes, 30 let kasneje, se soočamo z epidemijo COVID, pa bi se morali tudi v tem času zgledovati po razmišljanju in delovanju iz leta 1990, 1991 in se poenotiti v svojih ciljih in dejanjih. Leto, ki je za nami, nas je postavilo pred težko preizkušnjo, a naj nam to ne zamaja upanja za leto, ki prihaja. Naj nas zato v prihajajočem letu navdihujejo vrednote, na katere smo pred pričujočo epidemijo skorajda pozabili. Pozabili smo tudi, v kako lepi, varni in prijazni državi živimo. Spoštovane gospe in gospodje, naj zaključim z upanjem, da je pred nami zdravo, pozitivno in optimistično leto. Naj bodo prazniki v znamenju miru, sožitja in veselja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik Državnega zbora, gospod Igor Zorčič. Besedo dajem prvemu predsedniku Društva poslancev 90, gospodu Rudiju Mogetu. Izvolim. Oba predsednika, spoštovane poslanke in poslanci, premalo se zavedamo, kako poslanke in poslanci, vi sodobni preroki naše civilizacije, svojimi odločitvami pomembno vplivate na naše življenje v varnostnih, izobraževalnih, kulturnih, zdravstvenih, socialnih, ekonomskih in drugih dejavnosti. Z oblikovanjem pogoje zanje so ustvarjate svet, ker pa se poleg dobrega in lepega kopičijo tudi krivice, ki pačijo predstavo o pravični in uspešni družbi. Zakaj mora imeti peščica ljudi v lasti skoraj vse premoženje, večina pa se komaj preživlja? Komu koristijo vojne, ki uničujejo naš planet in nedolžne ljudi pehajo v revščino, begunstvo in smrt? Politikom, predvsem tistim, ki odločajo, je potrebno vedno znova dopovedovati, da je mogoče spremeniti še vedno dejavne miselne vzorce tistih prednikov, ki so peljali našo civilizacijo na stran poti. Nekateri se v javnih nastopih
še danes oklepate škodljivih in preživetih vzorcev, ker mnogokrat svoje čustvene doživljanje ob oviri izrazite z jezo. To tudi zlorabljate v svojih nastopih z izgovorom, da je Državni zbor prostor, kjer se lahko govori, se med svojim govorjenjem vse premalo zavedate, da lahko nemarno izgovorjene besede prizadenejo večjo bolečino kot palica teleso. Današnja slovesnost je posvečena plebiscitu, zato se je modro spominjati preteklosti, da bi zavestili sedanjost in s tem spoznanjem izboljšali prihodnost. Človeštvo so v preteklosti najbolj pestili vsaj 3 veliki jezdeci apokalipse, vojne, epidemije in lakota. Zahvaljujoč posameznim skupinam genialnosti posameznikov dobro vemo, kaj moramo storiti, da oženemo lakoto, preprečimo epidemije in se izognemo vojnim spopadom. 3. tisočletje nam zaradi tega ponuja priložnost za tako preobrazbo človeštva, da bo mogoče zdravo živeti poljubno dolgo, da bosta strah in nesrečnost zamenjali rado, živost in ljubezen in da se bomo svojo kreativnostjo približali bogovom. Danes s ponosom lahko rečemo, da smo delegati in poslanci z odliko opravili svoje naloge, ki so bile določene z osamosvojitvenim referendumom. Ko so delegati Skupščine Republike Slovenije soustvarjali in sprejeli krstni list nove države ter združeni ljudje dobili vojno vihro, smo poslanci z zanosom pristopili k izgradnji lastne države. Naše delo ni bilo zaman, saj smo dosegli sanjske uspehe s prijetjem v EU in NATO, nato vstopili še v šengensko območje in z uspehi na finančnem področju še v evroobmočje. Še danes so na obeh poljih političnega prostora nekateri člani političnih strank, bivši komunisti, in to dejstvo moti le še peščico ljudi. Prav je, da se Državni zbor preneha ozirati preteklost in na strpnejši način išče rešitve za kvalitetno življenje državljanov. Preroška vizija Franceta Prešerna Zdravljici, da bo prepir sveta pregnan, vam mora ostati vodilo tudi pri vašem nadaljnjem delu. Ob krizi, ki je prizadela globalizirani svet, bi morali še več domovinskega zanosa in povezovanjem vseh naprednih sil ustvariti pogoje, da bi bili gospodar na svoji zemlji in ljudem omogočili dostojno življenje. Mladi državi bi morali več pozornosti posvetiti dejstvo, da je orožje pri osvajanju drugih držav v veliki meri nadomestil kapital, ki lahko osvobaja ali zasužnjuje. Še vedno nasprotujem poskusom nedovoljenih pritiskov kapitala, ki mu koristi nedodelana zakonodaja in nepremišljeni razvojni programi. Tudi moje mnenje o volilni zakonodaji in lokalni samoupravi je nespremenjeno. Da bomo Slovenijo državotvorno uvrstili med evropske narode, je potrebno, da poslanci sprejmejo še zakonodajo, ki bo določala drugi nivo lokalne samouprave. Z ustanovitvijo 2 evropsko primerljivih regij ali dežel in 12 pokrajin bi obe kohezijski in 12 razvojnih statističnih regij dobile svoj smisel in omogočili bi razvoj, hkrati pa bi zavrli pretirano centralizacijo države in politike. S tem bi odprli pot novi volilni zakonodaji in preuredili odnos Državni zbor, Državni svet tako, da bi dobili zares sodoben parlament, ki ga sedaj nimamo. Smisel politika je v tem, da je posnemanja vreden, zato mora svojim delom nenehno prinašati razvoj, ki koristi državljanom. Za malo državo velja zlato pravilo, da je samo v slogi moč ali ubi Concordia, ibi Victoria. Z tega mesta ponovno pozivam politike vseh barv in prepričanj, sodelujte, pokažite svoje sposobnosti in rešite nakopičene probleme. Slovenski narod je bil v preteklosti mnogokrat pred težkimi izzivi, vendar je premagal vse ovire za svoj obstoj, vse v odločilnih trenutkih ugotovil, da je za uspeh v kritičnem obdobju najbolj pomembna sinergija vseh, saj se moramo zavedati, kot pravi Cicero, patria communis, es parens omnium nostrum, ali v prevodu domovina je skupni mati vseh nas.
Vam, spoštovane delegatke in delegati Skupščine Slovenije, se za vaše delo pri sprejemanju temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije iskreno zahvaljujem in upam, da bomo v prihodnosti dobili predsednika države, ki vam bo za vaš zgodovinski prispevek podelil častni znak svobode Republike Slovenije. Društvo ima to desetletje v svojem emblemu. Mislim, da je bil to en takih dogodkov v zgodovini te države, da ga moramo ohraniti, negovati, spoštovati in biti večno hvaležni, da smo po več kot 1000 letih dobili svojo državo. Državnemu zboru še na mnogo leta, vam delegati in poslanci pa čestitke za storjeno in prijetno praznovanje. Spoštovane članice in člani Društva poslancev 90, spoštovani vsi, ki se z veseljem in ponosom spominjate dogodkov izpred 30 let. Veliko lepega in tehtnega je bilo rečeno strani mojih spoštovanih predgovornikov. Dovolite, da sam v tem nagovoru dam težo nečemu, kar ni enotnost ob plebiscitu, ki jo upravičeno in ponosno vedno znova izpostavljamo. Težo želim dati poti, kako smo prišli do te enotnosti. Ta pot so bili pogovori. Zahtevni, težki, včasih prijazni, včasih prav mučni, pa vendar pogovori, vztrajni, v trdnem prepričanju, da moramo vsaj v ključnih stvareh povezanih s plebiscitom, pogojih, ki bodo potrebni za to, da bo priznan, hočemo doseči enotnost. In ker smo pri tem vztrajali, smo se poenotili. Komaj dobra 2 tedna pred plebiscitom smo vse takratne politične stranke, zelo različnih pogledov in vrednostnih usmeritev, podpisali dogovor o skupnem nastopu na plebiscitu in dogovor, da si nobena stranka ne bo lastila ekskluzivnih zaslug za uspeh plebiscita. In četudi je bil kratek čas, samo dobrih 14 dni, je bilo dovolj, da je to sporočilo, da smo se dogovorili, prišlo do vseh, skoraj do vseh Slovenk in Slovencev, slovenskih državljanov. In ne le, da je
to sporočilo prišlo do ljudi, s tem sporočilom je prišla tudi spodbuda, da so se mnogi, ki so imeli strah, dvome, dileme, ali naj gredo na plebiscit, ali je prav, da se o tako usodnih stvareh kar tako na hitro odločamo. Torej, prav to dejstvo, da so bile stranke se uspele dogovoriti, je mnoge prepričalo, da so šli na plebiscit in da so podprli samostojno in neodvisno Slovenijo. In s tem so odločilno prispevali k visoki legitimnosti te odločitve, ki je na nek način vzela orožje iz rok tistim državam, ki so še nekaj mesecev nazaj zagotavljale, da nikoli ne bodo priznale neodvisne Republike Slovenije. Pa jim je prav ta visoka udeležba in visoka podpora, ki je bil naš največji argument in moralna teža, jih je dobesedno silila, da smo uspešno dosegli tudi to široko in relativno hitro priznanje. In prav zato smo se v upravnem odboru Društva poslancev 90 odločili, da bomo v počastitev 30-letnice in tudi v zavedanju, da, kot je rekel goriški slavček, dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more to mož je storiti dolžan, da bomo kot Društvo poslancev 90 organizirali pogovore, kjer bomo sodelovali tako poslanci iz prve skupščine, ko smo bili še delegatke in delegati, iz različnih političnih strank, levih, desnih, konzervativnih, liberalnih, in na katere bomo povabili tudi vse predstavnike sedanjih političnih strank in druge ključne predstavnike države in bomo zelo veseli, če se boste na nje odzvali. Nobena tema ne bo prepovedana, ne bo pa dovoljeno žaliti ljudi osebno, zaradi svojih pogledov, zaradi različnosti. In verjamemo, da je to tisto, kar lahko tudi mi danes prispevamo k temu, da v času, ki je prav tako zahteven kot takratni, ki bi prav tako potreboval iskanje skupnih poti, pa je tako malo takih pogovorov, da lahko s tem damo svoj majhen prispevek tudi mi kot Društvo poslancev 90. Ob tej priložnosti se v imenu Društva poslancev 90 vsem takratnim delegatkom in delegatom osamosvojitvene skupščine in vsem, ki ste kakorkoli pomagali k uspehu plebiscita, ali s tem, da ste prepričali v svojem okolju množice, ali pa s tem, da ste prepričali samo samega sebe. Vsem bi se rad zahvalil za vaš prispevek in vam čestitam ob 30. obletnici plebiscita. Obenem tudi vam voščim blagoslovljene božične praznike, srečno in čim bolj zdravo novo leto 2021 z geslom letošnje betlehemske luči miru: prižgimo bližino. Srečno Slovenija.